Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes z Gorazd bomo govorili o B2B e-commerceu in o tem, kako zgraditi uspešno B2B e-trgovino. In mava top gosta, Roman Krušič, senior svetovalec za spletne rešitve pri spletni postaji, pa tudi govorc, pa žirant na različnih dogodkih. Pa če sem prav preštel, na LinkedInu imaš že praktično 20 let izkušenj iz tega področja. Ja, na LinkedInu sem zgodaj začel, po mojem, sem bil en med prvih, medtem ko so bili ostali na glasuj zame, sem bil jaz na LinkedInu. Tako da ja, mi je bilo kar zanimivo. Ja, mislim, da je Igor rekel, da ima zdaj 18 let LinkedIna, da glih enkrat te dni praznoval obletnico, da je dobil od LinkedIna notification. Ja, LinkedIn sem imel pred Facebookom. Tako da po mojem 2007 ali pa 2008 je tazga. Ok, daj se mogoče še ti na kratko predstavil, kako si prišel v te vode, pa s čim se zdaj največ ukvarjaš? Ja, z digitalom sem začel v letu 99. Je pa tako v bistvu kot zanimivost. Ok, štartal sem s Commodorem, to ni bilo 99, kada lahko domislil, ampak dejansko stric moj je imel Commodore leti 89 in on me je začel takrat učiti prvih teh delov Pascala pa tega programiranja in mi pač takrat je bil bolj ta vibe pa hype, da sem imel računalnik, koliko vse je, pa je bilo wow, ne. Ampak ok, to rečemo, da je neka otroška zadeva, ki me je navdušila. Pol pa... Piratiziranje iger iz Radio Študent po noč? Absolutno, snemanje na kasete. Še zdaj imam Commodore, tako da sta vabljena, če bomo kdaj nazaj prižgali. Drugač pa je bilo pol v bistvu to, da smo leta 99 s fanti začeli delati mal s kolegi iz ekonomske fakultete, smo začeli delati sajte, spletne strani v HTML-ju. Najprej smo uporabljali frontpage, tisto, kar je bilo že zraven v Windowsih, ne? Pol pa Macromedia Dreamweaver, pač full fancy orodje za postavljanje HTML pageov. In takrat smo v bistvu tudi prvič videli, koliko več cache lahko dobiš, kot če bi drugače delali selitve z ostalimi frendi. Pa začeli smo delati izven Slovenije, Amerike in ostale države in me je to totalno navdušilo. Tako da v spletno postajo sem prišel 2008, tako da je zdaj nekje 17 leto, in sem v bistvu šel čez praktično vse procese v firmi. Od takrat je bila mehna firma, to 6-7 ljudi je bilo in sem bil v bistvu prodajalec, pa support, pa vodja projektov, pa v bistvu sem šel v HTML-ju kakšno zadevo, kdaj kaj pomagal, ker sem znal to. Tako da pa kaj firma rasla, smo se bolj specializirali, tako da danes v bistvu skrbim za naše velike naročnike. Specializacija moje B2B e-commerce, o čem bomo danes tudi govorili, kljub temu, da mi tudi kakšen klasičen e-commerce ni neznanka. Ok, cool. Skratka, top gost. Ja. Zdaj, Gorazd, malo so se pogovarjali že prej o tem B2B e-commerceu. Daj ti v številkah povej, zakaj bi nas ta tema mogla zanimati ali pa zakaj je zanimiva. Ja, 17% vsega prometa B2B je v Ameriki ustvarjenega prek B2B e-commercea. Se mi zdi kar tako veliko, skoraj 2 trilijona počasi to dosega. To je neka tema, ki je, se mi zdi, denar, ki je zanimiv. Pa se mi zdi pa še nekaj faktov, ki se ni direktno mogoče na e-commerce, vezan direktno na B2B e-commerce. Tam 73% uporabnikov v bistvu v B2B-ju začne online raziskovati stvari, preden jih kupijo. Ne? Zdaj ne zaključijo vsi, mogoče kakšni še po tej klasični poti, ki se bomo pogovarjali, eni kupijo pa sicer na online-u. Pa v bistvu v B2B-ju se uporaba mobilnih naprav, ali pa če rečemo omnichannel naprav, pač dogaja se prav več kot 55% ljudi uporablja rečemo mobilno ali drugo obliko kanalov, kot so pa recimo klasični kanali bili prej. Tako da se mi pa zdi, da je en tak trend, ki je, ima se to enkrat tudi, da že pogovarjala midva na eni konferenci, je, da se B2C pa B2B začenja približevati. V smislu v tega, da pravzaprav B2B kupec, ja, to ni nek robot, ne, to je na koncu koncev tudi človek, ki na njega vplivaš na podoben način kot na B2C-ju, tako da zdaj, ko se je začel to zelo, malo se je ta switch generacija naredil, se mi zdi, to je tudi en vpliv, taj reče mogoče zelo ta regijski, mogoče ne toliko v Ameriki, ampak tukaj v regiji pa se mi zdi, ki se malo ljudje zamenjajo, je to en moment, da ti rečeš, zdaj pa ni več unga, ki je 20 let delal, pa je imel rad, da ga je nekdo poklical, si na list napisal, da je tudi nekdo pride, ki reče, jaz bi pa naraž, da gre to kar avtomatsko.
Tako, zato se mi zdi, da je zdaj tako kar en tak ključnih trenutkov, da tudi na podjetja, ki še nimajo, mogoče malo začnejo v tej stvari razmišljati ali pa celo mogoče malo procese spremenijo, da lahko to začnejo vzpostavljati. No. Vse, ko mi razmišljamo o nekih digitalnih strategijah za B2B, jih po mojem tako nekako zelo hitro ločimo na mali B2B, ki je zelo podoben B2C-ju, kar se strateško tiče, ravno zaradi tega, ker je to pač neka oseba, ki naroča pri tebi, pa mogoče velik B2B, kjer je vse majčkan drugače, ker pa imaš velikrat vmes nabavo, pa take stvari. Zdaj, ne vem, ko si zamišljate digitalizacijo commerce v B2B-ju, a jih tudi tako razdelite ali imate še kakšne druge nivoje? Bom šel en korak nazaj. Mi smo, prvi B2B smo delali leta 2009 Goodyear Sava in takrat smo se v resnici začeli prvič spoznavati s tem svetom. In ko začneš nekaj, preveč ljudi izhaja, da dejansko je B2C pa B2B eno in isto. In tukaj, kar smo mi začeli pol hitro ugotavljati, ko pride masa naročil gor ali pa več partnerjev, da imajo drugačne poglede, drugačne potrebe. Tako da smo v bistvu danes imamo dva ločena produkta, standalone, se pravi B2C in B2B, e-commerce sta pri nas dva ločena produkta. In kar se je pokazalo je to, da je Slovenija zelo specifika. Tako da te številke, ki si jih povedal, so verjetno bolj globalne ravne. Ne? Ja, globalne. Ja. V Sloveniji moje opažanja so, da B2C segment je od 2010 do 2020, sploh s pomočjo Facebooka oziroma Meta pa ta novem, je neverjetno zrastel. Praktično vsaka mamica, ki je bila na porodniški, odprla svoj shop za otroške dodatke. Medtem ko B2B je bil tukaj bistveno bolj klasičen B2B e-commerce in so se podjetja še vedno držala tistega, kar je delovalo. Se pravi, to so bili potniki, to so bili Exceli, maili, beležke in tako naprej. Ne? Zdaj, prvi val sprememb se je začel dogajati tam nekje 2018-2019, ko je država sofinancirala nepovratno digitalizacijo v podjetjih. Takrat smo čutili prvi val, da so podjetja rekla, ok, dajmo probati, če smo dobili nekaj sredstev, dajmo še mi nekaj probati iz tega narediti. Ne? Drugi val, ki je bil pa bistveno močnejši, je bil pa korona, ker se kar naenkrat zaprli in potniki niso mogli ven do svojih partnerjev, tiste beležke so šle v smeti, ne? In takrat smo mi v bistvu začeli tega daleč največ delati. Zdaj pa, da se vrnem na tvoje vprašanje. V bistvu pri B2B-ju, kako jih razdelimo? Hitro se vidi. Se pravi, podjetja, ki so starejše, ki so 30 plus let že, imajo neke ustaljene procese, od katerih se tudi niso pripravljeni bistveno umakniti, si želijo bolj kot ne skupirati te procese na neko digitalno obliko. In v večini primerov tudi karata to, ampak tam je potrebno ga ful prilagajanja sistemu, zato da spravimo v bistvu v njihove načine celoten proces digitalizacije. Torej ne samo, da katalog postavijo, ampak res, da so procesi tudi taki, kot so jih njihove stranke navajene, pa oni. Stranke navajene, načini zbiranja produktov, support, ki ga imajo, prenosi v njihove programe, vse te zadeve so zelo specifično narejene, ko moraš vedeti, da podjetje, ki ima 30 let plus računovodstvo na en način, ne bo šlo pa spreminjati zaradi tega, ker so dali zdaj še digitalni kanal gor. Ne? Podjetja, ki so pa v bistvu mlajša, ali pa so sploh tiste, ki so digital first, tam je zdaj več drugačno. Ne? Tam točno vejo, kaj hočejo, kako bojo do tja prišli in v bistvu skupaj razvijamo idejo, ki jo lahko že zelo out of the box tudi pripravimo. Ne? In gremo ta mal MVP scena, da imamo postaviti probat, kar je cool, nadaljujemo razvoj v tisto smer, kar nikoli gasnemo, nadaljujemo nekaj druge. Ne? Ok, torej stališča razvoja je to ful razlika, kako se lotati, pa kako oblikuješ projekt. Stališča razvoja je to največja razlika v samem začetku, ker ko ti štartaš več ali manj, ne vem, moram prvo pomisliti, a smo že delali kakšen B2B prenovo. Se pravi, pri naših strankah smo že delali, ampak da bi pa dobili že en B2B, ki bi ga prenavljali, tega še ni zadeva, ker je B2B e-commerce toliko nov, da se praktično vse delamo prvič. In zdaj naša vloga je tukaj največ na ozaveščanju naročnikov, da sploh vejo, kako se tega lotati. Ne? In ko ti delaš nekaj prvič z naročnikom, v bistvu je tehnologija, tisti procesi prva stvar, o kateri se pogovarjaš, šele potem, kasneje, ko laufa pridejo marketingi, optimizacije in vse ostalo, kar je v B2C svetu že klasika. Ja.
Se pravi, če gremo malo bolj tako, zdaj si rekel, veš, kako se lotati tega, ne? Pa da so to neka podjetja, ki niso imeli neke velike izkušenj, mogoče kaj taga. A veš, a bi rekel, da obstaja neki izzivov, ki so oni klasični, če gremo tako malo deep dive v ta del, kako se v bistvu, kjere stvari ste v bistvu od nekih naročnikov spoznal, pa kako so se mogoče jih lotali, da so jih presegli, te izzive. Ja, v bistvu smo v vseh teh letih mi postavili celoten proces, kako sploh z naročnikom začeti delati, ker večina naročnikov, ker se prvič s tem srečuje, res v bistvu gleda to z ogromnimi očmi, ne? In prva stvar, ki bi absolutno izpostavil vsem, ki se zanimajo za B2B e-commerce, je, da rabijo na svoji strani pač človeka. To je prva stvar. Ne more biti to en komercialist, ki bo mal še prestran delo ali pa tajnica, ker nima kaj za delo, pa je boste dali mal B2B-a za šarafat zraven še, ne. Se pravi, podjetje potrebuje svojo osebo, ki bo owner, odgovorna za ta projekt in bo tudi poročala lastnikom, vodstvu, komorkoli o napredku in dogajanjih na projektu. Se pravi, to je prva stvar, je, da je na strani naročnika nekdo dejansko odgovoren za to. Kakšna znanja ta oseba potrebuje? Ali To- pa kakšen profil je to? No? To me tudi dostakrat sprašujem, dobro si vprašal. Se pravi, prva stvar, ki je zelo dobra, je, da pozna podjetje. Se pravi, da pozna produkte, zato ker to je del, ki ga mi v sami začetni fazi najmanj poznamo. In rabimo na drugi strani sogovornika, ki saj malo ve o tem. Izkazalo se je, da so mladi tukaj mogoče malo boljši, zaradi tega, ker imajo ta digital first že malo ucepljen. Za razliko od starejših, ki jim je to še malo, tako da bi se raje malo stran držalo tega. Od znanj pa v bistvu ni nič hujšega. Se pravi, B2B e-commerce ne potrebuje neko sodobno znanje marketinga, te ti rabiš oglaševati na platformah, ampak bolj kot ne razumevanje interneta. Tako da zelo osnovna znanja, jaz vedno rečem, da glavno, kar mi je, da pozna podjetje v produkte, druga stvar, ki mi ful pomeni, je pa strast. Se pravi, da mu to nekaj pomeni, da je to njegov baby in da ga razvija in da razmišlja o tem v bistvu ne samo od 8 do 4 pa pol izključno, ampak da ves čas v bistvu razmišljam, je najlepše, ko mi kdo pošlje kakšen mail, pa SMS, ti videl sem to, ali pa že, kaj praviš o tem, ker vidim, da, v bistvu, da se nekaj dogaja. Jaz vedno rečem, da strast pa vsakmu, kaj delam, je number one zadeva. In to je to od znanja. Se pravi, mora biti ta en interni heroj, ki je res zagrabil in Moraš biti v bistvu pripravljen na veliko stvari, glavno pa je, da imaš podporo vodstva, zaradi tega, ker tudi če si heroj, pa če te vodstvo ne podpira, boš v bistvu ob zidu razlagal, kako si močen. Ja. Tako da ja. Cool. Kaj pa je recimo neka naslednja stvar, najbolj pogosta, ki je nek izziv, ker je šokaj, da to smo zrihtali, imamo eno osebo, evo, gremo naprej. Ok, pa prva stvar, ki pride vedno, je katalog izdelkov. Se pravi, izdelki, ki jih ima podjetje. Več, ko ima izdelkov, bolj boleča zadeva. Ker kaj se zgodi, prvič ugotovijo pri B2B e-commerce, da vse une nazive produktov, ki so zadnjih 30 let kucali noter v njihov ERP, v računovodski program in so ga dali pol.stisk.2com, da ko je enkrat to treba zdaj 20,000 tega predstaviti v B2B e-commerce, zato pač ne bo funkcioniralo, v nobenem primeru. In to je največja bolečina, s katero se naročnik srečuje, ni pripravljen na to, tako da mi smo na sestankih brutalno iskreni in raj vidim v resnici, da zgubim projekt, da pol preživim 1 leto safarja, s tem, da naročnik v bistvu praktično joka, ko je treba take zdaj delati. Ampak, če se pa naročnik dobro pripravi, je pa to v bistvu lahko zelo hiter. Tako da nekateri imajo to že standardno pripravljeno, tisti, ki še ne to pripravijo, se dogovorimo za način vnosa in začnejo po enem kupitu v bistvu vse zadeve pripravljati in pa imajo rešeno. Ne. Mi smo pa, na primer, prvi izziv klienta, ki ga lahko tudi povem, Markiol je naš eden večjih B2B e-commerce naročnikov. Oni so top playerji v Sloveniji za elektromaterial, nabave elektromateriala. In glavni njihov izziv je bil, na primer, da elektroinštalaterji, ki so njihovi kupci, so vsak ponedeljek ali pa vsako jutro stali pred Markiolovimi centri po celi Sloveniji in v bistvu čakali v vrsti, da naročijo, naberejo material in da grejo pol na projekt. In če si predstavljate, to gre ogromno enega časa tem fantom, ki to delajo, pa puncam. In B2B e-commerce jim je v bistvu pospešil to, da oni zdaj lahko zvečer, ko zaključijo, lepo naklikajo, naročijo,
naročijo tudi na naslov druge lokacije. Kar na objekt, in v bistvu kjer delajo. direkt na objektu in tam prevzamejo vse in ne rabijo več stati v vrsti. Ampak kar sem hotel tukaj povedati, je v bistvu to, da z njimi smo štartali dokaj light and easy. Imajo cirka 30,000 izdelkov v svoji bazi, pa še dopolnjujejo se. Lastnik oziroma direktor pravi, da v 5 letih bo 500,000, tako da to je konkreten izziv. Ampak tam smo imeli izziv, naprimer, da vse smo lepo poimenovali, izdelke, ne, dali na B2B in kaj se je zgodilo, pa kličejo, kle nič ne najdejo. Ne. Inštalater nič ne najde. Zakaj ne najde? Ja, ne vem, verjetno so dali kaj. Kaj on že navajen, Oni zločilno tako zvida nekih tu na njihova imena. Vodah iskal ali pa kaj takega. Po kodah bi najdel, ko imamo vse noter. Hudo. A inštalateru piše stikalo. Ja. Inštalateru piše šteker, valjda, ne? In tukaj smo imeli prvi izziv, da so nazivi izdelkov vezani na branžo. In ti moraš uporabljati v B2B-ju imena izdelkov, ki jih oni pogovorno uporabljajo, ker oni bojo svoj svet preslikali v digital in bojo iskali v srču v bistvu nazive tega, kar se oni med sabo pogovarjajo. Tako da to je bil tak prvi lušen izziv pri katalogu izdelkov, kjer smo dejansko sistem nadgradili v smer sinonimov, kar pomeni, da je imel naročnik dodatno polje na izdelku in dal noter vse sinonime in ko je inštalater prišel in dal šteker ali pa fazen briefer ali pa karkoli, zdaj to B2B e-commerce najde. In tako da ja, tako je bil primer v bistvu drugega izziva. Ta del, ki ga zdaj omenil, mi diši po nekem AI featureu v 2025, da bo znal pa mogoče kakšen LLM, mogoče tele sinonime poiskati. Ja, zdaj na zadnje, ko smo Veš, da ni testirali. treba ročno vnašati ali pa rečeš, da to že imam, to uporabljam, zdaj mi pa najče nekih možnosti. Ja, zdaj, ko si pa raju, itak, moramo omeniti drugače. To je tak keyword, a veš. Nek buzzword, ki je sicer malo zlorabljen, ampak pustimo. Okay. V glavnem, dosti uporabljamo AI pri naročnikih, v bistvu razvijamo celo lasten modul za integracijo v CMS, ki omogoča hitro prevajanje v X jezikov, da boste dobili občutek prevod 5000 izdelkov v 4 jezike nivoja 150-200 evrov preko AI-ja. Tako da, ampak, ker imam veliko kolegov v prevajalskih agencijah, lahko tudi povem, da prevodi še niso čistem in da še vedno naredite en obrat prevajanja, sploh če gre za pomembne zadeve. Hočemo povedati to, da smo zdaj delamo za Brooks Running, za Superge, delamo v Sloveniji, postavljamo B2C, pa verjetno tudi B2B. In tam smo dali za prevesti iz slovenščine v hrvaščino, se pravi teniske, Superge, kaj smo dali še, športni copati, pač vse te slovenske keyworde smo ruknili v AI, ne? In AI je pol vrnil Brooks, tenisice. Tako da, ni še čistem, no. To treba še malo po hrvaški sprehodati. Ja. Tako da v AI-ju vidim, da pri prevodih Slovenija je še od zadnji, se ukvarja z drugimi jeziki, po mojem bolj, no. Ja, po mojem malo odvisen od use case-a, bi jaz rekel. A veš, vse na nekih nivojih je že zelo tam je pa, so pa take anomalije, kot si rekel, nek prevajalec bo gotovo, da so neki drugi nameni, on pa bolj in general neki ocen. Drugače sem pa zdaj veš prej, če gremo malo nazaj na ta projekt, smo rekli, ok, imamo osebo, imamo zdaj podatke urejene, ERP se je zdaj že velikrat omenil, ta ERP se kar v teh nekih e-commerce ali pa platformizaciji se omenja. Kaj je ta ključen element v podjetjih? A to vedno teče tako gladko, štekaš in gre? A to so vajne izkušnje, da vedno teče gladko? Okay, nikoli ne teče gladko, guys, nikoli. Pa v bistvu je tako, da Slovenija ima eno posebnost, da kukar je krajev mehnih vasic, pa tam cerkvic, toliko je tudi lokalnih ERP-ov. Tako da vsaka vasica ima svoj ERP, kar pomeni, sploh za tujce toliko večji izziv, pa če hočete delati na kakšni platformi, ki je mednarodna, da bo tukaj kar zanimivo. Zaradi tega, ker ponovadi ni dokumentacije nekih API-jev še pripravljenih in je malo več izziva. In tukaj največkrat mi vskočimo noter, ker veliko teh integracij že imamo pripravljenih, drugače se pa pač API naredijo po meri za naročnika. In v Sloveniji, naprimer, mi smo največji partner od Safeora,
se pravi SAOP, ki zdaj še Vasco spada v ta koncept in te dva sta tudi ena izmed bolj iz večjih ERP-ov, drugače pa delamo praktično z vsemi ERP-i, tudi s tistimi najbolj minornimi in kar je tukaj pomembno pri naročniku je, da niso vsi ERP-i zelo dovzetni za povezovanje z e-commerceom. In lahko, da bo tukaj več bolečine v smislu nekega preprečevanja lokalnega razvojnika, da je to res rabijo. Smo imeli te primere, da je treba dejansko bilo tisto lokalno malo podjetje prepričati, da mora iti naprej s časom. Ne? Po drugi strani pa bo v bistvu tudi zadeva zihar bolj obsežna, ker je treba iz nule v bistvu vse to pripraviti. Ne? Drugače pa moram kar pohvaliti slovenske ponudnike ERP-ov, da jih je večino že kar pripravljena za API, za povezovanje, tako da smo tukaj kar pridni. No? Medtem, ka pri ta velikih korporacijah, ali SAP, Microsoft, to je v nulo, by the book, imaš vse vnaprej, veš, testni klici, super, nimam kaj reči. Prav, kudo slovenskim nekaterim razvijalcem ERP-om. Ja, iškaj začne se v bistvu zabavna zgodba postane, ko podjetje uporablja svetovni globalni ERP, ampak so po svoje šraufali zadnjih x let različne nastavitve, cenike, rabate, prilagoditve. Ne. Ti pa v bistvu poskušaš na B2B e-commerce postaviti nek standard, po katerem boš točno vedel, če prije do napake, kam greš gledati. Ne. In zdaj, če imaš ti malo more nekih scenarijev, pa prije do napake, pač gre lahko en dan v bistvu pregledovanje, kaj vse bi lahko bilo, da je prišlo do tega. Ne. In z tega smo bolj zagovorniki, da se v samem začetku postavi čim bolj standardna integracija, kakor se le da, ker je tudi iz vidika vzdrževanja lažje za vse. Cool. Okay, torej za katalog lahko vi malo pomagate, pa podjetje morajo veliko sami narediti, za ERP del pa ne morete vi vsega rešiti, se bomo mogli pa obrniti na ponudnika. Absolutno, mora biti tukaj. Tukaj smo v bistvu vedno tripartitno, se pravi naročnik, ponudnik ERP-a pa mi in tudi že ponavadi na prvem sestanku želimo, da je nekdo iz ERP-a prisoten, ker tudi pozna ERP nulo in tudi laže pove, kaj je smiselno, kako bi laže kaj naredili, kaj v API nam lahko servira, kater podatek. Ne. Ker naprimer klasično je B2B e-commerce imajo opravka z do 6 decimalk pri zaokroževanju. Ne. Se pravi, tukaj so v bistvu bolj kompleksni sistemi za okroževanje kot pri B2C-ju. In tukaj se morajo obstajati neki dogovori, ker mi ne želimo tega računati. Enkrat, ko začnemo mi računati, je katastrofa. To smo že delali. Zakaj? ERP je razvil svojo logiko 20 plus let, kako to funkcionira, na kateri vrstici zaokrožuješ, kako davek prišteješ, kako na koncu to obračunaš. In če se gremo mi, to pomeni, da bi mogli vložiti enormno časa za vsak posamezen ERP, ker ERP različno to delajo. To je zanimivost, ne? Pa v Sloveniji. In zaradi tega mi vedno poskušamo dobiti strani ERP-a neko končno že obračunano ceno, ki jo prikažemo v B2B-ju. Se pravi, v B2B-ju ponovadi kažemo dve ceni, ena je veleprodajna, da se ve v bistvu, koliko je nakupna cena tega artikla, ena pa potem mi potem pravimo moja cena partnerja, ne? Ki že upošteva vse rabate, popuste in ponavadi prikažemo tam. Če bi pa hotel pokazati cel proces, kako smo prišli do te cene, počasih je to izjemno kompleksno, ker imajo B2B, imajo rabat na dobavitelja, dodatni rabat na količino, sezonski rabat, dodatna akcija, outlet in bi se v bistvu izgubili v vseh teh mikroprocentkih pri izračunu cene. Se pravi, ERP ta del more pokriti in potem lahko delaš v bistvu naprej. Cool. Zdaj pa, to smo zdaj vse zrihtali. Imamo delujoč B2B e-commerce platformo in ljudje bojo čez 2 dni vseh 100% naših kupcev bo kupovali na online, ali ni čistko. Dobro, vidiš, dober pitch. Ampak ni realen, tako kot z ERP-om. V bistvu, kako gre pol faza, ko se enkrat zadeva postavi, mi temu rečemo pol onboarding proces prvo naročnika, pa še klientov, partnerjev. In kako je v bistvu zadeva poteka tako, da najprej vzamemo z naročnikom rečemo nekih 5 do bliže 5-10 nekih beta testerjev, partnerjev, s katerimi že vnaprej povemo, pač, da bojo mečkan testni zajčki, ampak da ima pa ta privilegij, da lahko to prvi probajo. Ne? Tako da je vse pač v tem dobrem moodu. Če spomnite, sem vam razlagal, kako je Mercator štartal s tisto njihovo hitro blagajno. Ker so prišle v 10 let nazaj,
Polk se jih je na veliko izogibal, ne, jaz želim govoriti z blagajničarko, jaz hočem, da mi bo upoštevala 25% popusta, ne, pa vse te zadeve, ono je kar nekaj, ne, naš hod, in so bile te blagajne ful prazne. In tja, ko si šel, je pa tista blagajna vedno govorila, ta blagajna je hitra, ta blagajna je enostavna, ne. In v bistvu je prišlo to toliko pa zavest, pa najprej so mogoče bolj mladi začeli uporabljati, danes v resnici so te blagajne bolj polne kot tisto, ker smo se ljudje malo razvadili, ali pa nam je vsaj po mojem ceni čas ratu zelo pomemben in ne želiš čakati v tisti vrsti, če imaš tam prazne blagajnike in reš klik, daš v vrečko in letiš ven. Ne? Tako da podobna zgodba je tudi pri B2B e-commerce. Ti, ko to štartaš, prvič moraš predstavljati glavne pozitivne zadeve. Tukaj je zelo veliko straha prisotnega, tako na strani podjetja, kot na strani partnerja. In zato tako, ko si rekel, Gorazd, rabiš enega superheroja v ekipi, ki bo to naprej vlekel. In on bo najprej potegnil svojo ekipo v firmi, da mu bojo sledili, hkrati bo pa on znal tudi s partnerji delati. Ne? In pri partnerjih je vedno tako, da začneš v bistvu raziskovati, kako v bistvu jim ustreza. Veliko sprašuješ. Idealno jaz vedno rečem, če imate možnost, pejte k partnerju, pejte eno naročilo z njim skupaj čez, pa naj sam naredi. Pa opazujte, kje se bojo lovili. Ali bo iskali košarco, ali bo iskali izdelek, koliko srč uporabljajo, kaj v srč opisujejo, vse te zadeve. Zadeva, ker sploh v prvi fazi, kako gre projekt. Mi damo v bistvu best practices, dobre prakse, ki jih poznamo, nakup z know-howom od naročnika, ki pa pozna produkte. In to dvoje daš skup in imaš recept, da 80% zadeva uspe. Ne? Ampak še vedno so pa na koncu userji, ki ti dajo feedback in ti povejo, mi bi želeli to, mi bi želeli uno, in tako naprej. Ker kar se nam je zgodilo pa v enem drugem primeru, je, da smo razvijali v prvi fazi naročnik rekel, tega imamo dosti, prejšnji teden sem imel pogovor. Mi smo večkrat drugačno podjetje, mi hočemo all in. Ne? Vse nam dajte noter, hočemo Ferrari imeti, tako je. Ne? Jaz vedno rečem, slaba ideja, bi lahko v bistvu lepo prodala, ampak ne, slaba ideja, nočemo tega delati. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker mi smo točno pri tem klientu, ful zadev smo razvili, ni da ni. In potem, ko so kupci prišli gor, smo ugotovili, da uporabljajo 60-70% tega, kar smo naredili, torej tistih 30, ki smo razvili, vložili čas in denar noter, sploh niso uporabljali. Želeli so si pa nekaj, kar niti pomislili nismo. Ne? In to konkretno so bile to modulček ponudbe, mi temu rečemo, kar pomeni, da njegova dodana vrednost B2B platforme za njega je bila ta, da je imel on tak mikro CRM noter, kamor si upisoval stranke, na vsako stranko pisal projekte, kaj mora vse za njega delati in tudi obveščal preko B2B-ja, se pravi, da je mu e-maile pošiljal, ponudbe in vse imel na enem mestu. In za njega je bila to največja dodana vrednost in tudi prednost B2B e-commerce v primerjavi s konkurenčnim, ki tega ni imel. In to je tukaj zelo pomembno. Ne? Ker pred B2B e-commerce zdaj jih počasi je veliko in kdaj se bo ljudje odločili, a bo tega uporabil, a greš v Mercator, a greš v Spar, a greš v Hofer, karkoli. Pri B2B e-commerce je isto. In če imaš ti dodano vrednost, ki ti pomeni, da ti pomaga prodati tebi več, bom jaz tega to raje uporabljal. Tako da tega mi nismo mogli niti približno vedeti, ampak smo dobili v bistvu user feedback nazaj. Ne? In takrat smo mi začeli v bistvu na podlagi tega, kar smo podatke dobili, smo začeli razvijati v smer, ki dejansko pomembno za userja in ne za direktorja, ne? Tako da doskrat se direktor treplja po prsih, to pa to smo naredili, ampak okay, nobenemu ne poje, da userji tega ne uporabljajo. Tako da, ja, userje poslušati in to je tist beta testing faza, kjer dejansko začne B2B šele funkcionirati. Ne? Tako da, imamo te prve skupine userjev, imamo prilagoditve in pol v bistvu lahko gremo live. Kar bi že tukaj povedal je, da v resnici, ko gremo live, se zgodba B2B šele začenja. Ne? Testiranje in vse to v sta del, kar si. Testiranje, pridobivanje podatkov, pol pa počasi sledi že druga faza, ki je pa bolj podobna temu, kar smo se midva pogovarjala na konferenci od Financ. Ne? Se pravi, koliko sta prepletena B2C pa B2B in tukaj se pa v resnici bolj začne prepletati ta del marketing, ne? Tukaj, ker ste vi v Frodoxi zelo domači, in pa v bistvu vse te dodajanje novih partnerjev noter, kako povečati obseg košarice,
kako predstavljati nove produkte prek B2B-ja, kako potnike digitalizirati in vse to ostalo. Okay, jaz bi mogoče sam gremo čisto v ta marketing, ker se mi zdi, da je tudi pomemben del tega, ker je mogoče včasih kar mal pozabljen, da pač se bo vse kar samo zgodilo, ampak prej mi je bilo zanimivo, ker si začel govoriti o tem, kako uporabnik, torej stranka uporablja B2B platformo. Ne? Torej smo začeli govoriti o nekih featurejih, ker če rečemo B2C, to je pomembna nakupna izkušnja, ampak so vse zelo podobne. Ne? Torej vse te želijo čim hitreje spraviti do tega, da boš nekaj dal košarico, pa da ga boš imel, daš kar čim prej kupil, brez da boš ti kaj preveč razmišljal. Zdaj, verjamem, da v B2B je tudi ta del ful pomemben, ker tam pa nekdo, tako kot si prej rekel, nekdo vsak dan pri tebi kupuje. Ne? Torej, tega imamo v B2C-ju veliko manj. Torej, pomembno, da je nekdo hiter v tem svojem procesu, ker je vsak dan tam. Ampak kaj bi rekel, da so še neki taki distinktivni featurji ali pa neke funkcionalnosti B2B e-commerce, ki jih v B2C-ju sploh ne vidimo? Prva stvar, ko bom rekel, bom še en korak nazaj, spet skozi nazaj hodim. Propozit malo naprej, guys. Tukaj se že malo navezujem na marketing. Ampak ti bom vrgel kost, ajde. SEO, ne? Fora B2B-ju je, da so vsi zaprti. Če hočeš karkoli v B2B-ju videti, moraš username, gesla in pa priješ not in kupuješ po svojih cenah. Ne? Ampak gotovili smo čez leta, da je to v resnici ful velika napaka. Veste zakaj, ne? Ja, ker dejansko tudi nove stranke pridajo, ko imaš ti enkrat e-coma, ne? Tako, se pravi, enkrat, ko si odprt na vzven Google, kar naenkrat nekdo, ki išče nekaj v zvezi s tem, vas Google najde, pa vse veste, to iščejo partnerji, končni kupci vsi. Vse končni kupci hitro filtriraš, ker rabiš pri registraciji obvezno davčno številko podjetja. Itak. Ampak to je ključno v bistvu, da B2B, moj predlog je, da če nastopate na tržišču, kjer se išče nove kupce, da se vedno odpira na vzven Google. Doskrat me pol naročnik vpraša, zakaj ne Google ne najde. Ja, ne vem, a si dal Google, a smo poslali info.af na google.com, a smo poslali uporabniško ime pa geslo testno, da se bojo logirali pa indeksirali vse page, pa pol to delali praktično vsak dan. Ne. Nisi, itak da ne bo noben tega videl. Tako da za tega priporočamo, da se B2B odpira na vzven, lahko pa potem pa stvar neke poslovne politike, a prikazujemo tu cene, če prikazujemo cene, kakšne se prikazujejo, a se prikazuje zaloge. Ponavadi se pa te zadeve malo skrivajo, pa skriti so še kakšne druge zadeve. Ampak ja, to je neka osnova v primerjavi direktno z B2C-jem. Koliko se pa prijavš, imaš pa verjetno en kup, tako kot si že prej začel razlagati, čigava cena, pa potem še različne nivoje uporabnikov, kdo sploh vidi cene, mogoče lahko naroči, hkrati pa mu ne dovolijo računovodstvo, finance, kakorkoli, da dostopa sploh do cen, ker se ne ukvarja s tem, pa budžetiranje, pa nakup prek naročilnice, a ne, tlej veliko še. Pa neke plačilne metode, ki so za B2B malo lahko specifične. Tukaj se zdaj začne odpirati svet B2B v resnici, ne, po registraciji. Kaj so tiste glavne stvari, ki so tudi različne od nekega segmenta za končne kupce, je, da B2B ima ponavadi zelo specifične produkte za partnere, kar pomeni, če v mojem naboru 50,000 produktov, lahko da jih jaz kupujem samo 100 od teh. In zdaj, kar je pol treba narediti, je, da se za partnere prilagaja prikaze. Torej, največkrat to tako naredimo, da izpostavimo kot neki moji izdelki, ki jih najbolj pogosto nakupujem, na zelo vidnem mestu, zaradi tega, ker tisti, ki želijo hitro nakupovati, bojo hoteli samo na ta način in ne bojo raziskovali drugih produktov, ker tega potrebe nimajo. Še vedno iz vidika tega, da jim predstavimo celoten asortiman produktov, a pa če imamo kakšne nove linije, je dobro, da imamo to na voljo, razen če pogodba ne veleva drugače, seveda. Ne. Druga stvar, so seveda potem cene, zaloge, skladišča, napovedi zalog, se pravi, imamo B2B, ki je konekta na več API-ov po svetu in lahko gledaš, kje po svetu je določena zaloga, da boš videl, če rabiš res veliko količino, ne, da lahko naročiš iz večjih različnih skladišč po svetu. To je ena enormna razlika, se pravi, da ponovadi B2B-ovci kupujejo določeno število izdelkov v enormno število količinah. Ne? In tudi samo naročanje tukaj se pol spremeni v smeri, da B2B-ovci zelo redko naročajo pa en ali pa po 2 kosa, ne? Ampak se tukaj naročajo, ne vem, kartoni, škatle, palete, ali celo, palete smo imeli največ, kamionov nismo imeli, ker tam več drugih stvari. Ampak se pravi, lahko naročaš zelo, zelo velike količine. Zadnji so tudi povezani pol z
spet z ERP pa s CRM sistemi, ker mi noter vlečemo lahko več različnih podatkov. Prvi podatek, ki ga lahko povlečemo, pa je zelo zanimiv, je celotno dokumentni sistem, se pravi vse račune, če imate elektronsko podpisovanje dobavnic, se podpiše elektronsko dobavnico, gre online in ima kupec partner, ima vse na enem mestu, vse te informacije, ne. Kje v procesu se nahaja samo naročilo. Ne. Zdaj, če je to naročilo, ko gre nekam v proizvodnjo, čez določene procese, se lahko vežemo na njihove interne programe in kažemo diagram, ki v tem trenutku se nahaja in daje predviden rok dobave. Ne. Tako da, zdaj spet malo od branže, odvisno je to, mi ogromno delamo s slovenskimi proizvodnjami, to je naš glavni steber, drugi je pa v bistvu distribucija in prodaja. Modulov pa pol v bistvu je zelo vezano prilagojeno na kupce. Ne. Primer, modul za potnike. Se pravi, potniki ko laufajo s tablicami in naročajo. Ne. Ali pa drugi primer so glavni kupci, pa potem povezani kupci. Primer, Mercator naroča kot glavni kupec, potem ima pa Mercatorje po celi Sloveniji in posamezni Mercatorji lahko naročajo za svojo podružnico. Vsaka podružnica vidi samo svoje naročila. Nekatere podružnice ne vidijo cen, ker so poslovne skrivnosti in lahko samo naročajo. Nekatere podružnice imajo omejen budžet in ne smejo naročati izven tega budžeta. Tako da tukaj se pa začnejo dogajati te konkretne razlike v primerjavi z B2C-em. Mislim, da je ta del, da smo zdaj kar veliko v platformi, pa to, kaj bi mogli biti zdaj, jaz bi sam mal prilil še olje na ta ogenj, v smislu, nadaljeval bi malo tam, kjer Roman se ti pravzaprav pol zaključil, pa Andrej, daj me dopolven. Pač, seveda, naredil si prvo naročilo, imaš zveste tvoje stranke, ki pri tebi kupujo zato, ker si ti eden in edinstven, ki to prodajaš, kot si pa tudi rekel, vedno več je teh B2B e-commerce. Se pravi, se tudi tukaj začenja dogajati neka konkurenca, ljudje smo postali, sodelujemo v globalni vasi in danes lahko kupaš tudi neke materiale konec koncev globalno kjerkoli, ali pa surovine za tvoje podjetje. In se mi zdi, da je ta del vzdrževanja, se pravi komunikacije ali pa gradnje odnosa z B2B partnerjem en vidik, ki je zelo ključnega pomena. Drug del se mi pa zdi, da pa ko si vse to postavil in rečeš, ajde, jaz delam Slovenija X Jugo trg, ne, zdaj se pa reče, zdaj bi pa jaz to tehnologijo, ne, pa s tem znanjem, s tem pristopom, zdaj pa račel še na Poljsko, Češko, Nemčijo, se mi zdi, tam je pa drug del ta, ki ga tudi mi dosti pokrivamo, zdaj pa moraš pridobivati nove, se pravi naročnike v nekem bazenu, ki je veliko bolj konkurenčen, kot pa zdaj, kjer si ti mogoče veljal še nekako s tradicijo, si pač tudi zrastel do tam. Tako da ne, me bi se najprej tega prvega dela lotil, kjer probaš s komunikacijo pravzaprav zgraditi to, da nekdo večkrat pri tebi kup. Koliko je tega že opažaš, da se podjetja tega zavedajo? Ne vem, mi da sva z Andrejem kar veliko govorila o B2B, nekem marketingu, komunikacije, od tega, da lahko na koncu koncev zgradiš tudi loyalty, da loyalty kot v smislu tega nagrajuješ posamezne aktivnosti, ki vodijo k naslednjemu nakupu, ker vemo, da v B2B so daljši nakupni procesi in mogoče ti enkrat na leto kupaš, pa si zame super zvest B2B kupec, ampak fino je, da te jaz vmes engageam, da ti dajem neko uporabno vsebino, da te konec koncev nagradim, da priješ na webinar malo novosti pogledati, da si downloadaš, kaj so neki novi featurei, ki jih imamo. Tako da zadnjič je tudi recimo en tak primer, mislim, da te, ki delajo te ponjave, kaj so, dvol, kaj veš, kaj so šli enkrat so promovirali, da so zelo okoljsko. Dol, ja. Ja, se mi zdi, veš, ta del, ki ni to, da se izkozi na vsake 2 meseca kupaš novo stvar, ne, ampak mogoče kakšno tako podjetje se odloča na vsake toliko časa. Kako vidiš, da pa se ne tega zavedajo podjetja ali tako? Zdaj imamo to, pošljemo en newsletter, to je to, koliko se jih, ne vem, imaš občutek, da se tega lotevajo? Ali je to še predaleč, ker so še bolj na začetku? Ne, za tiste, ki so dovolj zgodaj začeli s tem, je to logičen naslednji korak. Tako da prednost B2B e-commerce je v bistvu, da se dosti hitro da odpirati nove države, dokler imaš skladno s pogodbo dobavitelja, če pa sam proizvajalec, pa še to lažje, ne. Se pravi, prevedeš vse produkte, pol pa se začne tisti zabaven del, kot si omenil, ko se v bistvu začneš pridobivati nove partnerje. Ne? In ta lead gen, ker ste tudi vi zelo močni, ne,
je pol nek ključen del, ko odigra vlogo, kako pridobivati te nove partnerje. Konkretno, ko si omenil Dool je v bistvu global leader air domov. Se pravi, te napihljive hale, Dool je Dušan Olaj iz Brezovce, torej slovensko podjetje. Oni v bistvu so največji globalni lider pri proizvodnji teh napihljivih hal in trenutno imamo gor, mislim, da 16 ali 17 jezikov, vključno z arabskim, ki gre iz desne proti levi, se pravi, glih kontra. To je prvi tak primer, da smo se srečali, smo postavljali za arabske jezike in dejansko smo mogli cel CSS na novo narediti, ker je ni šlo, da samo logo daš pa meni zamenjaš, ampak dejansko moraš delati cel page v mirror verziji, ker se pravi čisto obratne vse. Ne? Ampak kaj so se tam na primer srečali z enim izzivom, ker vsako podjetje, ki odpira nove tržišče, pridajo novi izzivi, ki jih niso vani, sploh če so prej zelo lokalno delali. Ne? In naprimer Dool je imel zelo močen izziv, da so mu govorili, da niso sustainable. Ne? Zdaj oba vesta sustainability, torej trajnost po slovensko, je v tujini izjemno močna zadeva, ki se jo podjetja tudi držijo in ni buzzword, kot v Sloveniji, ko govorijo ljudje, da so pa podjetja, da so sustainable, pa imajo tam reciklažo odpadkov, pa trikante. Se pravi, mi smo konkretno za Dool, oni so bili sustainable, ampak tega niso znali povedati. In kar smo naredili, v bistvu, da smo jim pol leta razvijali landing page, če boste šli na Dool EU, pa tam sustainability ali pa trajnost kliknili, boste videli, je pol leta razvoja šlo, da smo v bistvu preko storytellinga ljudem povedali, koliko sustainable so oni. Ne koliko sustainable, da so oni number one sustainable company in air dome business. Ne? In tam smo ravno čez ta storytelling vse sklope sustainability v bistvu omenili in s tem so oni v tujini dobili v bistvu prepoznavnost nazaj. Oni so res number one, ker tudi ta del je močno integriran v njihov DNK. In to je ful pomembno v tujini. Ne? Tako da to je iz vidika mogoče content ali pa predstavitve. Tukaj smo v Sloveniji posebno že v tem smeri, da Američani naredijo polprodukt, pa se z njim trkajo po prsih, da je to najboljši produkt v galaksiji, ne na svetu. Ne? Slovenci pa naredimo najbolj možen boljši produkt, pa skromno rečemo, ja, je kar v redu. Ne? Tako da tukaj moramo malo te ameriške mogoče logike povzeti, čisto iz vidika marketinga. Ne? Ampak ja, ena je ta, se pravi, da imamo content, ki je dober. Drugo je pol, se pravi, vprašal si me, kako še pridobiti pol nove partnerje. Ne, koliko v bistvu veš, kaj imate kar precej naročnikov v B2B-u iz pač različnih velikosti, a ne, koliko je takih, ki bi ti ocenili, te pa že nekaj delajo na tem področju, ki tudi načeloma pač mi dosti spodbujamo komunikacijo za ponovna naročila, za to, da ne vem, se ukvarjaš konc koncev s partnerji, ne, da sam čakaš, da ti naročijo, ne, ker ravno to, kar sem rekel, lahko ti grejo drugam, ne, da želiš ga zadržati. Lej, veliko, v bistvu vedno več, jaz bi rekel, da tisti, ki imajo B2B e-commerce, 3 do 5 let je to naslednji korak. Imeli smo primer Sintela, ki je bil tudi na financah tretji najboljši B2B e-commerce in njihov primer je bil, da so šli odpirati Hrvaško zelo hitro iz vsega tega, kar so imeli že postavljenega. Ne? In vse, kar so rabili v bistvu narediti, da so se povezali z lokalnimi partnerji na Hrvaškem, da so vzpostavili nek newsletter sistem. Zdaj v B2B svetu so še vedno zelo močni te sejmi, tako da se moraš dejansko tudi na tem offline delu pozicionirati. Zelo težko boš digital first na B2B-u, če si proizvodne podjetje. Lahko pa izkoristiš sejem, nadgradiš z digital izkušnjo, veš, v smislu. Tako, mislim, se na koncu itak več teh poti, ki je povezanih boljše za tebe. Ne? Ampak izjemen primer je bil tudi, če se spomniš, na financah je zmagal Tuli. Tuli, ja. Primer Tuli, Tuli mi je res hud kaj sninaš, da ne boste mislili, da samo naši govorim, ampak tam lahko razkrijemo podatke, ker so bili javni. In on, mislim, da je rekel, da 7% celotnih prihodkov namenijo za razvoj B2B e-commerce. Da so prisotni 10-12 držav, zelo hitro odpirajo, zelo hitro napredujejo. In tam se je switch, kot sem razumel, direktorja, v bistvu sta družinsko podjetje, brat pa sestra sta povzela po očetu. Tako je. In kot sem njega razumel, tukaj se je videla ta switch generacije. Oče, ki je delal na starejši način, pa ta mlade dva, se upam, da ne boste gledala, ki sta pa rekla, ne, we want it our way. Hočeva, da je to moderno, da je tako
kar se v bistvu danes biznis dela in sta v bistvu skalala celoten proces družinskega podjetja na nov nivo in pri tem zelo uspela. Ne? Ja, tukaj gre mogoče čisto tako za poslušalce pa gledalce, res se povezujejo v bistvu nek ta dropshipping varianta, ampak pač imajo v bistvu povezave z API-jem, z več dobavitelji in v bistvu znajo najboljšo stvar. Delajo pa v bistvu prodajo Lego kocke za strojnike. Drži. Zelo B2B-ovska zadeva. V bistvu. Pač na koncu narediš nek produkt iz tega, bi rekel. Ja, ampak one dva sta danes izkoristila ta moment, malo dropshippinga, ok. Mislim, kot način povezave. Integracija, vse avtomatiziran, tako da tukaj so oni zelo tak lep zgled in letos so si oni res zaslužili nagrado za naj B2B e-commerce. V bistvu so v tem segmentu izjemno dobri. Ne? Bi pa še eno zadevo omenil. V Sloveniji imamo še eno specifiko SalesQuiz, ga poznaš, ne, Leona? Oni delajo pa konfiguratorje za B2B, kar je pa tudi ena zelo velika posebnost B2B e-commerce. Sploh, če imaš produkt, ki ni enostaven, oni mislim, da so delali kaj te Adria Mobil, pa te kompleksne, Robeta, ne? Ja, pa delali so te laserje. Laserje, fotone, točno. Ja. In ko imaš enkrat kompleksen produkt, ne, takrat je zelo težko, da to košarco, ja, daj mi en laser H26530, ne, 500 vatov, pa ta žark, to je zdravstvo, ne. In tam v nulo v bistvu pomaga kupcu, da pride do končnega produkta preko tega, ne, in ker se z Leonom poznava, vem, da so v bistvu v evropski ravni izjemno napredni pri tem, kako so uspeli know-how B2B integrirati v e-commerce noter, ne. Zanimivo. Kot zanimivost, ja. Ampak malo na 2.25 sam na hitro preletimo kakšne trende, kaj bi iz tega bilo. Ja, jaz sem glih to, počas moramo zaključati. Ne vem, ena stvar, ki mi je bila zanimiva, pa bo šel vam povedal, je to nekaj, kar je tudi že recimo postajalo aktualno, ne. Recimo na Web Summitu je direktor AliExpressa predstavil to njihov AI, Akio AI, ki ti pomaga v bistvu poiskati dobavitelje za stvari. Ti rečeš, to pa to težavo bi jaz rad rešil, on ti pa najde ponudnike in potem tam z enim klikom tudi pošljaš ven povpraševanja tem ponudnikom, dobiš ponudbe. Skratka, kar hočem reči, bližamo se temu nekemu machine-to-machine commerce, ne, torej, kjer bo manj vključenosti človeka. Koliko je tega že na trgu? Ti bom dal en podoben primer, se pravi Zalando, bil sem na predavanju Zalanda in tam mi je bilo zanimivo, kako so ponudili, se pravi Zalando, vemo, da je B2C platforma, ne, v resnici v Zalando obstaja tudi B2B platforma, ki jo dajejo proizvajalcem ali pa ponudnikom določenih brendov. Primer, jaz sem v Sloveniji izdelujem ženske čevlje z visokimi petkami, ne? In kar Zalando naredi je, da v bistvu cel know-how, ki ga ima, da v uporabo svojim partnerjem. Kaj to za mene pomeni? Jaz, če želim prodajati v Nemčiji, na Poljskem ali pa v Španiji čevlje s petko, mi on reče, ok, v Španiji imajo punce malo večje noge, tam se najbolj kupujejo rdeče petke, številke 39 do 42. Medtem ko v Nemčiji bojo šle črne petke, številke 37 do 40. In to je za proizvajalca izjemna dodana vrednost, ker ti da insight v trg, kaj se prodaja in smo s tem tudi bolj sustainable, ker ne rabimo proizvajati celo paleto barv in velikosti. Ne? Zdaj pa, če gremo mal, in to se mi zdi en dober trend, da te tržnice delijo svoj know-how, svoje informacije, ki jih imajo naprej, da je cel svet zaradi tega boljši in naredimo mogoče tudi zaradi tega manj odpadkov. Koliko se pa zdaj ta del, ki si ga omenil od AliExpressa, ali pa mogoče ima temu dosti podobno zadevo, pojavilo v B2B-ju, je pa v Sloveniji še zelo počasi. Trenutno delamo AI z prevodi. Imeli smo beta testiranje enega shopa, kjer so se slike generirale s pomočjo AI-ja. Se pravi, če si predstavljate, vzamemo tole gore s tvojo šalčko in rečemo, ok, nared mi jo na lifestyle fotkah v mestu, na poslovni mizi, bla, 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 in to nared za vseh 300 serij klele, ki ti jih bom dal, ne, in se praktično instantno zgenerirajo slike, ki jih lahko ti daš noter. Ne. Tako da ta del že.
Pol, kaj naprimer delamo, kaj se že dogaja, ni v povezavi tukaj z AI, ampak da si boste znali predstavljati, podjetje Metrop, naprimer. Oni prodajajo vse za vrt in rastline, tako za kmetovalce, kot tudi za posamezne uporabnike. In tam, ko gre B2B potnik do svojega partnerja, ima skenerček, skenira po njegovem skladišču, kaj mu vse manjka, in skener avtomatsko v B2B e-commerce noter prepisuje, tako da on na koncu da sam količine in naredi naročilo. To je neka ful poenostavljena verzija. Ne? Kar prihaja spet iz Amerike, je ta speech to text, ne? Se pravi, da ti naročaš in on noter belež te zadeve, ampak tukaj še jaz še nisem zaznal neke dobre uporabne prakse, mogoče zaradi tega, ker je vse dosti na angleščini bazirano, zdaj govorimo o Siri ali pa Alexi ali pa karkoli, ne. Je slovenščina tukaj še dosti slaba. Ampak se pravi, te zadeve se dosti pojavljajo, pa kar še ena zadeva, mogoče zanj sem bil pa na Infobipu. Na Infobipu to bi bilo cool, se pravi zagrebški, hrvaški samorok, eno od dveh, ne, Rimac pa Infobip. In tam je bilo pa zanimivo, kako bo integriral AI v svoj proces naročanja. Se pravi, da mi bomo naročili, zelo podobno, kar že Tesla malo dela, ne? Mi bomo naročili avto, vse si bomo lahko naklikali, sploh ne več na sajtu, kar v Viberu, v bistvu boš ti imel chat integriran v Viber, WhatsApp, izberite si kanal, ne? WeChat. in boš tam v bistvu vse na kliku, plačal boš polog, se pravi, to pri Tesli že vse funkcionira. Ti online plačaš polog, skleniš leasing online, samo da to se zdaj vse predstavlja na ta en kanal, kjerkoli ga bo že uporabljal, ne. Prekaže ti avto, vse pogledaš, naročiš, ti ga prepeljejo, v bistvu dobiš samo obvestilo, kdaj ga prevzameš, in potem tudi ta poprodajni proces, ne. Se pravi, od tega, kako ste bili zadovoljni z avtom, salonom, serviserjem, karkoli ste imeli, gre nazaj preko AI-ja v chat, ne. In tudi servisi, naprimer, kar me je sploh pri Tesli fasciniralo, da v bistvu ti za menjavo filtrov za teh osnovnih zadev, zračnega filtra v kabini, se ti odpre video in pogledaš, kako se zamenja filter v kabini, zamenjaš filter, vse sam lahko delaš, ne. In AI te pa lahko vodi čez te procese. In to, kar se razvije, predvsem ta user experience, flow, ki ga delamo danes po nekih standardnih poteh, bo v veliki meri lahko prevzel AI, ki nam bo zraven svetoval, pomagal, povedal še kaj več o tem in tako naprej. Ne? Zanimiv aspekt tega, da v bistvu self-serving, veš, tudi za mogoče neke stvari, ki prej nismo mislili. No, sej pri navadnih avtih to še ne bo, pri električnih pa dejansko so to enostavne stvari. En lušten primerček sem jaz videl, lahko da je bil WhatsApp, ampak nima veze, ne spomnim se točan. Primer je bil, da se je kmetu nekaj pokvaril na traktorju, on je ugotovil, kaj se mu je pokvaril, poslikal ta del in pač na podlagi slike naročil to isto komponento pri dobavitelju. Ker tam tudi, če ne kupuješ tega redno, ker si pač kmet, ki ima veliko strojev in se mu ne kvarijo skozi, on ne ve, kaj je tista stvar, tudi v katalogu jo ne zna najdeti. Čas, ki ga bi izgubil, da pride do tako, njega, tako. do njive, pa to že vmes, veš, konec koncev morajo izkoristiti vreme in vse stvari. Veš, kaj bi to dober, kaj še to ti povem, Infobip mi ga je predstavil. V Ameriki testirajo v bistvu, da boš ti zvečer se mi trije dobimo, ne? Ti si vegetarijanci, tako en mora biti to zdaj moderno. In jaz rečem, ok, zvečer se mi trije dobimo, kaj bi nam v Viberu odpišem, kaj bi nam priporočil trije fantje, ne? In napiše to pa to rabite, direktno se lahko integrira spletno trgovino v Walmart ali pa kogarkoli, ne? Pa rečeš, ok, ampak kaj to rabim danes? In ti on sfiltrira, katere trgovine ti to lahko dostavijo danes. In hkrati ti da zraven še recept, če bomo kaj sami kuhali, Gora si takrat sam kuhovnico uporablja, tako da v bistvu ti da recept, ti nabav stvari in ti boš lahko tudi in-app purchase naredil, da boš preko appa plačal v bistvu že celotno zadevo. Ne? Tako da ful se bo, po mojem, jaz vidim, da se dosti postavlja tako na kitajskem ta WeChat, ki je one app to rule them all, ne? Da tiska bo po mojem prvi naredil v Evropi kaj tazga, da bo tako pobral živo smetano vse, kar se da pobrati. Ja, ima Evropa svoje izzive. Ja. Abdel še tako, zadnji nasvet, zdaj ta epizoda gre pred božičnem času, v času veselega decembra. En nasvet za 2025 za podjetje, da si rečejo, da se opogumijo, ali ena taka končna misel. Glede na to, da je Black Friday meme, da smo obrnili rekord, mislim, da je bilo malo pod milijon prodaje na B2B e-commerce v enem dnevu. Morate vedeti prvič, da tisti, ki še niste v B2B e-commerce,
začnite o tem čim prej razmišljati, pa začnite se pogovarjati. To je mogoče prvi korak. Dajte si v neko strategijo in tudi upam, da veliko se govori o nepovratnih sredstvih strani države, v 2025 ne tudi nek bilo, tako da spremljite te zadeve, ker se da lepa sredstva dobiti. Tisti, ki se pa že v B2B e-commerceu, tistim pa na srce polagam, da se začnete ukvarjati bolj v smeri marketinga, se pravi to, kar smo se že malo pogovarjali prej, ker tukaj je izjemna priložnost, se pravi newsletteri, avtomatizacija vsebin, potem imamo LinkedIn, ali pa tako, kot moja kolegica reče, LinkedIn. Se pravi, vsi ti kanali so izvrstni za promocijo B2B-ja in ne se bati kdaj tudi nekaj dati v akcijo ali pa v promocijo. Kaj to v B2B-ju pomeni? Se pravi, kakšna darila, kakšni bundli, paketi, ali pa, kar imamo doskrat je strani proizvajalcev, če kupiš te pakete, da dobiš eno čist X darilo zraven. Hkrati pa, kar zelo močno prihaja iz B2C-ja v B2B, je tudi ta lojalnost, ker ste tudi vi izjemno močni in tukaj jaz mislim, da se bo v prihodnosti ta make it or break it v konkurenčnih panogah, kjer je več B2B e-commerceov, naredila razlika. Tako da to je to. Hodo? Hvala, Roman. Tole je bilo ful informativno, se mi zdi ful dance. Malo smo bili daljši, ampak je bilo še vedno ful, mislim, je bilo pa hkrati še gosto, tako da se mi zdi ful contenta. Hvala lepa, hvala Gorazd, hvala poslušalcem. Če imate kakšno vprašanje za nas, vas vabim, da greste na frodix.com/vprašaj, pa tam postavite vprašanje. Pofollowte nas na LinkedInu, polajkite ta video, ta podcast, kjerkoli nas spremljate. In to je to. Hvala za vabilo, guys. Veliko veselje mi je bilo, pa razturite še naprej. Hvala. Hvala. Čau. Čau.